Pitna voda je naša pravica. Turistična zveza z novim vodstvom. Dobrodelno za Marušo. Nekaj starega in nekaj novega. Po premieri Boga masakra. Mednarodna konvencija gibanja v Medvodah. Lepo pozdravljeni. Pravica do neoporečne pitne vode je ena od naših temeljnih pravic. Dolžnost države pa je to zagotoviti, kar pa je, tako kot številna druga področja, prepustila občinam. Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano s sedežem v Mariboru, ki že leta opravlja analize vode v vaških vodovodnih sistemih v naši občini, je pred kratkim podal poročilo o stanju pitne vode v 7 od 13 vaških vodovodnih sistemih, ki so jih imeli pod lupo v letu 2015. Rezultati pa nekaj boljši kot v preteklosti. Trenutno velja ukrep obveznega prekuhavanja vode v 4 vaških vodovodnih sistemih in za tiste uporabnike vode v Vašah in Sori, ki niso priklopljeni na javni vodovod. Kmalu pa naj bi bila taka le še 2. V lanskem letu je bilo v 7 vaških vodovodnih sistemih skupaj opravljenih 22 rednih pregledov in odvzetih 61 vzorcev za mikrobiološke analize in 14 vzorcev za fizikalno-kemijske preizkuse. Najbolj oporečna ostajata tudi v prihodnje 2 vaška vodovodna sistema, Žlebe-Jetrbenk in Žlebe-Seničica. Problem je večinoma v tem, ker so zajetja vode za te vaške vodovode vsa površinska in pomeni, da vsak vpliv, vsaka nevihta, vsaka sprehod kakšne srne ali pa kakšne druge, se pravi živali, mimo zajetja povzroči že lahko posledice v vodi. Pokaže se to pred bakterijah, ki jih vidimo pri analizah vode, in sicer koliformne bakterije, ki pomenijo, da je v okolici veliko prehranskih snovi, to se pravi iz listja in drevja, pa Escherichia coli so značilne, to so pa bakterije iz črevesja sesalcev, se pravi vseh živih, se pravi in ljudi in živali. Kot pravi Jeraj, v tem času v vodi niso odkrili parazitov ali virusov. Če se z nekega vodovoda kar naprej pojavljajo te Escherichia coli pa koliformne bakterije, potem je treba dvakrat na leto recimo se preveriti, če so noter tudi enterokoki. To je pa pokazatelj, da so noter še druge stvari. In če tudi te najdemo noter, potem je treba včasih narediti pa še preiskavo na parazite. To je pa sploh ena taka komplicirana zadeva, je treba 100 litrov vode pretočiti, in če tam v tistih 100 litrov vode najdejo noter kakšno tako bakterijo, ki jo iščejo, Clostridije in podobne, takrat potlej pa to zadeva res problematična. Ampak sreč do zdaj tega se še ni zgodilo. Enterokoke smo že včasih odkrili. Že sicer so vse analize objavljene na spletni strani občine Medvode. Kratkoročni ukrep v prej omenjenih 2 vaških vodovodnih sistemih je dezinfekcija vodovodnega sistema, dolgoročni pa seveda nov vodni vir. Dolgoročen ukrep pa je, in jaz se nadejam, da bo ta zadeva pa res uspela, da se pripelje v te 2 vodovoda dobro vodo, se pravi vodo iz zajetja oziroma iz vrtine pri Knausovi smreki. V letošnjem proračunu je predvidena zgradnja vodovoda iz Teške planine dol do Malenška. To bi nam omogočalo, da se na tem mestu tam pri Malenšku priključimo na enega in na drug vodovod, seveda potrebna tam kakšna črpališča in take stvari narediti, da bo to funkcioniralo tudi seveda, ampak na ta način bomo lahko pripeljali vodo, ki ne bo imela površinskega vpliva v te vodovodne sisteme, kar bi pa pomenilo, da se v Medvodah voda tudi v vaških vodovodih večinoma izboljša tako, da bo sprejemljiva za vse. Zadnji vaški vodovodni sistem, ki je bil izbrisan seznama tistih, kjer velja ukrep obveznega prekuhavanja vode, je vodovodni sistem Studenčice, ki se po novem napaja iz nove vrtine. V lanskem letu pa ga je v upravljanje prevzela Kranjska komunala. Zdaj zadnje analize pokažejo sem pa tja kakšne koliformne bakterije. To pomeni, da so ostanki še noter v ceveh, zato se je jesen naredili dezinfekcijo celotnega sistema, ampak potlej se je pri tem ugotovilo tudi, da vodovodne rezervoarji sta slaba, jih bo treba zaščititi, ker se dogaja, da čez strop voda
pride, se pravi, deževenca in potlej kaplja noter v to vodo, ne, in spet povzroči eno določeno onesnaženje, ne. In se pravi, bomo mogli zdaj te dva rezervoarja odpreti, hidroizolacijo urediti in take stvari, da bo res voda neodvisna od dogajanja okrog, ne. Seznama 4 oporečnih naj bi v kratkem odstranili tudi vaški vodovodni sistem Mamovec-Tehovec in vaški vodovodni sistem Golo-Brdo-Polana, kjer so namestili napravo za pripravo vode. To je sicer eden izmed običajnih zahtevanih ukrepov vsakokratnega obiska inšpektorja. Ukrep je sicer nizkoproračunska postavka, ki pa se je vaški vodovodni odbori otepajo, češ da ne želijo klora v pitni vodi. Inšpektor pa za voljo nerealiziranega ukrepa občini zaračunava kazen, običajno 500 evrov na obisk. Za analizo vode v vaških vodovodnih sistemih občina letno plača okoli 15.000 evrov, poleg tega pa še 3.000 vodnih povračil. To sta stroška, ki jih sicer v primeru javnega vodovoda plačajo uporabniki. Občina je za vse nekako odgovorna pred svetom, a ne. Vaški odbori funkcionirajo pa tako malo po svoje, ne. In z temo novo verzijo odloka o oskrbi z vodo bomo verjetno kakšne te stvari zapisali malo drugače in bo treba tudi se organizirati drugače, da ne bomo kar naprej v navzkrižju zakonodajo. Tudi v 5 javnih vodovodnih sistemih, ki s pitno vodo oskrbujejo več kot 14.000 prebivalcev, pride občasno do onesnaženja pitne vode, vendar so to, kot zagotavlja Jeraj, le enkratni dogodki. Kadar se kaj prekopava, kadar se kakšna cev strga, takrat pride v sam cevovod kakšno blato in tako naprej, to vidite tudi na vodi, kad jo odprete, a ne. Ampak takrat, kadar se to upravljavc večinoma zveza vse take dogodke, a ne, potlej preventivno poskrbi za dezinfekcijo tistega odseka vodovoda in je potlej v parih dneh zadeva spet normalna. Ali pa kadar se recimo sanirajo vodovodni rezervoarji, tako kot je recimo bilo na Varju, ne, takrat se je v tistem času, ker je tam okrog hodijo ljudje, pa se vse sorte dogaja, se preventivno izvaja ena taka minimalna dezinfekcija z enim preparatom, klorom, tako da zadeva je še ustrezna, ne. Če je torej problematika vaških vodovodnih sistemov kvaliteta pitne vode, ostaja problematika javnega vodovodnega sistema azbestne vodovodne cevi. Ali so zdravju škodljive ali ne, so različna mnenja. Dejstvo pa je, da je azbest že več kot desetletje prepovedan. Približno 17 km pa 600 metrov je še azbestnih cevi v javnih vodovodnih sistemih, ker te vaški vodovodni sistemi so večinoma z alkaten cevi, torej te plastika črna. So pa ti odseki razporejeni po vseh vaseh tu in tam, ne. Veliko se jih je že zamenjalo ob rekonstrukcijah cest in ob gradnjah kanalizacij, nismo pa uspeli še tega popolnoma dokončati. Tudi rezultati analiz vode v teh javnih vodovodnih sistemih, ki pa jih opravlja Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, sedežem v Kranju, so objavljeni na spletni strani občine Medvode. Nastopil je čas občnih zborov in skupščin. Turistična zveza Medvode je na ponedeljkovi 15. redni skupščini, ki je bila tudi izredna volilna, dobila novo vodstvo. Na čelo zveze, ki povezuje 7 turističnih društev, je ponovno stopila Vanja Ločniškar. Obljublja utrjevanje skupnosti in medsebojno sodelovanje. Zakaj izredna? Jeseni je z mesta predsednika Turistične zveze Medvode odstopil Jure Galičič, saj se je zaposlil v javnem zavodu Sotočje oziroma v javnem zavodu za šport, turizem, kulturo in mladino. Prav odločitev znotraj občinske uprave in občinskega sveta povezane s področjem turizma pa so v tem mandatu odločilno vplivale tudi na vlogo in položaj Turistične zveze Medvode, je v svojem kratkem poročilu izpostavil Jure Galičič, dosedanji predsednik zveze. Pred 3 leti je namreč občinski svet odločil, da se delovanje javnega zavoda za šport in prireditve razširi še na področje turizma. Zavod pa je prevzel tudi turistično-informacijski center, ki je prej deloval pod okriljem zveze. V lanskem letu so občinski svetniki sprejeli tudi odločitev o pripojitvi javnega zavoda za kulturo in mladino k javnemu zavodu za šport in turizem v enoten javni zavod Sotočje.
Turistična zveza Medvode je tako v lanskem letu razpolagala le še z 2 tisočakoma, pridobljenima prek razpisa, ostala pa gonilna sila prostovoljstva pri promociji občine na turističnem sejmu, spomladanskih čistilnih akcijah in akciji Moja dežela lepa in gostoljubna. Prav slednjo je v svojem programu izpostavila nova predsednica Turistične zveze Medvode, Vanja Lučniškar, ki je zvezo že vodila. Je bila odločitev ponovno stopiti na čelo Medvoške turistične zveze težka odločitev? Pravzaprav ni bila težka. V bistvu nisem zapustila sploh teh vrst, če tako gledamo, samo nisem hotela biti eno obdobje v prvih vrstah, prav zaradi tega, ker so delovne obveznosti na prvem mestu. Zdajle se mi je pa zdelo, da je čas, da ponovno se malo zberemo in začnemo premišljati, kaj lahko nazaj popravimo, ker so se vezi nekako zrahljale. Turistična zveza Medvode je nek vzor turistične zveze, kako lahko zelo dobro deluje. Imate pač znotraj sebe določene razprtije, povsod so te razprtije, ne soglasje, ampak navzven funkcionirate enkratno, predvsem pa so pomembni ljudje. In če ljudje so s srcem pri turizmu, se znajo med seboj dogovoriti, povezovati in v takem kraju turizem uspeva. Če ne na začetku, na dolgi rok pa definitivno. Turistična zveza Medvode povezuje ponovno le 7 turističnih društev, saj je športno-turistično društvo Sora v postopku ukinjanja. Zbrani pa so se seznanili tudi z dejstvom, da je posledično negotova tudi prihodnost festivala Kranjske klobase v Sori. Prav z namenom, da prireditve, ki presegajo občinske in celo državne meje, pridobijo drugačen status in posebno finančno podporo, je v postopku priprave tudi nov pravilnik za sofinansiranje prireditev, ki bo na dnevnem redu občinskega sveta že na naslednji seji. Predstavniki društev pa so na vodstvo zveze, tudi ostali organi so bili sicer zgolj minimalnimi spremembami imenovani na novo, naslovili apel k sodelovanju pri različnih prireditvah, da le te ne bi zamrle. Prvo, da se združimo, da smo ponovno enotni kot Turistična zveza Medvode, vsa društva, ki v tej zvezi delujemo. Predvsem si želim dobrega sodelovanja med nami vsemi in da ne obdelujemo vsak svojega vrtička, tako kot smo eno obdobje, zdaj lahko rečem, da se je to dogajalo. In jaz mislim, da smo sposobni narediti na področju turizma še veliko. Projekt, ki ga boste zagovarjali z vsem srcem? Prvo bomo sigurno sledili vsem navodilom in vsem predlogom Turistične zveze Slovenije. Ravno tako je moja želja, da se združimo tudi z ostalimi društvi, se pravi, da tukaj ni samo Turistična zveza Medvode, ampak tudi šport in kultura, ker se mi zdi, da edino tako bomo dovolj močni, da delamo na tem področju. Ali kot je zbrane nagovoril župan Nejc Smole, da boljše predsednice niso mogli izvoliti, pa tudi, da bi turizmu bolj naklonjenega in v lepote občine bolj zaljubljenega župana težko našli. Je pa izpostavil vsesplošno apatijo in kronično nezaupanje ter jih pozval, naj pridejo k njemu s problemom, ki ga je potrebno rešiti, ne pa na terapijo. Za nalogo si je zadal že same Medvode narediti bolj privlačne, nekaj s pomočjo javnih del in tudi z načrtovanim režijskim obratom. V prihodnosti za razvoj turizma obljublja reševanje bazičnih komunalnih problemov, saj kaj pomaga turizmu obnovljena železniška postaja s turistično-informacijskim centrom, kolesarnico ter izposojo koles, če ni kolesarskih stez, luknjaste ceste pa smrtno nevarne. Res pa je, da tudi načrtovana parkirišča za obiskovalce turističnih destinacij ne bodo zastonj, obljublja pa vračanje sredstev nazaj v kraj, ki je za voljo turizma obremenjen. Apeliral je tudi naj zveza in društva izkoristijo javni zavod Sotočje, saj je ta finančno in kadrovsko okrepljen. Bodite vi tisti motor, ki ima projekte, jih je pozval. Kakšen suport pričakujete strani zavoda? Strani zavoda pa je tako, v bistvu pričakujemo vsaj strokovno pomoč, se pravi vse naše projekte, ki jih pripeljemo do enega določenega cilja, pa potem za nas prostovoljce ni več
primerno, ker pač nimamo določenih strokovnih prijemov. No, tukaj pa vidim, da nam bo zavod 100% priskočil naprej na pomoč. Karmen Burgar, sekretarka Turistične zveze Slovenije, je zbranim predstavila nov portal, ki je poleg informiranja namenjen predvsem beleženju prostovoljskih ur, ki so v skladu z zakonom o prostovoljstvu tudi ovrednotene. Zato, da lahko na koncu leta rečemo, da turistična društvena organizacija je prispevala k razvoju turizma toliko in toliko prostovoljskih ur, ki so pa skladno z zakonom o prostovoljstvih tudi ovrednotene, kar pomeni, da se bomo pogovarjali o milijonih, ki jih naša društva prostovoljno namenjajo razvoju turizma. Kajti vsaka turistična organizacija, javni zavod, vsi, ki se profesionalno ukvarjajo z turizmom, oni lahko na koncu leta povejo število prenočitev, koliko gostov, koliko je bilo dobička iz naslova turizma. Mi se pa lahko pohvalimo, koliko prostovoljskih ur smo temu namenili. Podatek o prostovoljstvu bo po novem pomemben tudi pri razpisu za sofinanciranje projektov Turistične zveze Slovenije, na katerem nekatera medvoška turistična društva uspešno sodelujejo. Kajti tudi mi, ko se pogovarjamo z Ministrstvom za gospodarstvo, se pogovarjamo o prostovoljcih in je blazno pomembno, da se pač to tudi z številkami nekje izpostavi, ne samo, da govorimo, da smo prostovoljci, ker pač nažalost naša država funkcionira tako, da rabiš imeti tudi neke številke v rokih, s katerimi pač to zagovarjaš, kajti veliko politikov, veliko javnih uslužbencev se ne zaveda, koliko enega truda je vloženega v razne prireditve, v razne tematske poti, ki jih turistična društva tudi pač urejajo in ne pridejo na te otvoritve, na te prireditve in to je edini način pač, da se izkažemo za številkami. Prek novega portala bodo imela turistična društva tudi boljši pregled nad dobitniki priznanj Turistične zveze Slovenije. In ko smo že pri priznanjih, na skupščini sta padla tudi 2 predloga za plaketo občine Medvode. Kdo? To seveda vedno ostaja skrivnost, vse do končne odločitve Komisije za občinska priznanja. Ni bilo naključje, da je Društvo upokojencev Medvode za odprtje razstave v knjižnici Medvode z naslovom Nekaj starega, nekaj novega izbralo ravno 8. marec, dan žena. Na odprtju so se res številnim pridružili še člani pobratenega Društva upokojencev Kočevje. Društvo upokojencev Medvode se z odprtjem razstave Nekaj starega, nekaj novega ni spomnilo le na praznik žena, ampak tudi na 65 let delovanja društva, kar bodo slovesno praznovali v avgustu. Kakšno naključje je 8. marec, dan žensk? Ne žena, jaz rečem žensk, ja, vse ženske danes praznujejo. To mi negujemo že kar nekaj let nazaj, ali na 8. marca, lahko je en dan prej, en dan kasneje, ali pa tudi na materinski dan 25. marca. V prostorih knjižnice so članice skupine ročnih del razstavile svoje nove izdelke, pletenine in stare izdelke svojih babic, tet, prababic, nekatere pa so celo izdelale same v rosnih letih. Skupino sedaj vodi Majda Tratar, prav tako pa je bila na odprtju razstave prisotna, kot so jo oklicale, njena predhodnica, druga ženska tega krožka, Ivanka Gaber, najstarejša med njimi in z najdaljšim ustvarjalnim stažem. Začeli smo s tem namenom, da bi obdržali, oživeli našo slovensko ljudsko umetnost in smo začeli s pletenjem, kvačkanjem, vezenjem, vse te stvari. In je to bilo kar v začetku kar 34 se nas je udeleževalo, seveda pa so pa bile starejše, ene so odpadle, druge so na novo prišle, tako da se je ta krožek kar držal 30 let. No, po teh letih je pa prišla pa Majda Tratar in ona je prevzela pa vodi naprej krožek ročnih del. Naša skupina pri društvu je stara že 35 let, ne pretrgoma se vsak torek dobivamo po 2 ure, pred razstavo malo več in ustvarjamo. Zdaj največ se plete, kvačka, mogoče štika. V zadnjem času smo pa še organizirali enkrat na mesec približno ustvarjalne delavnice, tam se delajo pa taki izdelki kot nakit, okraski in tako naprej.
Nova ročna dela so izdelale članice društva, kar 25 jih je, ki ohranjajo kulturno dediščino svojih prednic že 35 let v skupini za ročna dela in po novem še na ustvarjalnih delavnicah. Sedaj izdelujejo predvsem oblačila. Tokrat razstavljeni stari izdelki pa so morali ustrezati kriteriju, da so starejši od 65 let. Večina pa jih je imela okrog 100 let. S tem, ko izdelke skrbno hranijo, ohranjajo spomin na delo svojih mam in babic ter skrbijo za dragoceno kulturno dediščino. Zato tudi naslov nekaj starega, nekaj novega. Kaj pa točno to pomeni? To pa pomeni to, da smo hoteli pokazati nekaj, kar smo ustvarili letos v tej zadnji zimi in ker mi imamo rade ročna dela, spoštujemo in cenimo ročna dela tudi naših babic in naših prababic, ker od njih smo se učile pravzaprav, ne? In smo rekli, doma imamo spravljenega veliko njihovih ročnih del, zakaj ne bi to pokazali. To so dragocenosti 100 let stare, mogoče še več, ne? Ja, veliko nam pomeni, da vidijo ljudje, kaj smo delali, kaj so še naše mame, babice pa tete delale. To smo prikazali, potem pa še te novejše stvari, tudi bolj moderne pa tako, ja, s časom primerne. Smo pa res za to, da se ohranja slovenska ljudska umetnost in domači izdelki. Skupina Sončna jesen s harmonikami ter mlada glasbenika Jan Podjet in Petra Sešek na kitarah iz glasbene šole Franca Šturma Medvode so pripravili pester kulturni program, članice društva pa tudi manjšo pogostitev. Na odprtju razstave so se jim pridružili tudi člani pobratenega društva upokojencev Kočevje. Na odru Kulturnega doma Medvode je prav tako v torek, na dan žena, potekal literarni večer z naslovom Ljubezen, ženska skrivnost. Več o tem prihodnji teden. Tokrat pa o premieri. Bog masakra je naslov nove črne komedije francoske pisateljice in igralke Jasmin Reza, ki jo je na oder v četrtek 3. marca postavila gledališka skupina Kuda Fofiti pod režisersko taktirko hišnega režiserja Branka Kraljeviča. Mi smo se s kamero pridružili prvi ponovitvi predstave, v petek zvečer, ki pa je bila nenazadnje še ena premiera, saj je eno od 4 enakovrednih glavnih vlog odigrala druga igralka. Zakaj pustiš, da imajo tvojega sina zarablja? Pridejo k njima, da bi se pogovorili, da ne uzmerjata, pretepata in predavanje dobijo planetarnem državljanstvu. Prav je imel najn sin, da ga je maknil vajnega, ja, in vaše človekove pravice se jih nekam utaknil. Pa začnimo tokrat na koncu, pri naključno izbranih gledalcih tokratne predstave. Povejte, ste se našli, kje je danes tukaj na odru? Ja, v večjih situacijah, moram reči, ne. Predvsem v potrpežljivosti v odnosu z moškimi. Ja. Bom vprašala isto? Ja, tudi, ja. Je več, ko se človek najde, ja. Ja. Kar nekajkrat, kar nekaj prizorov, recimo nasilje med otroci, kriza med možem in ženo, občutek osamljenosti, želja po alkoholu, kar nekajkrat. Ste se danes morda kdaj našli tam gor na odru? Seveda. Je kakšna prav posebna situacija, ko ste rekli, jaz bi ravnala enako ali drugače? Ne, ampak te dvoigre, živoigre se pa dogajajo pač v vsakem pač zakonskem življenju, po moje, in super so bili, no, res smo se nasmejali. Tako gledalci, kako pa igralci? Jaz sem se v bistvu izgubil v tej vlogi, zaradi tega, ker način, kot je ta predstava nastajala, ne, je bilo tako, da pravzaprav ta neka meja med teatrom in resničnim svetom se nekako izbriše, vsaj kar se vloge tiče, ne, ker je zelo taka realna situacija, po eni strani, po drugi strani in ne moreš ni tega, samo sedimo bolj ali manj in stvari se dogajajo znotraj nas, noter, v sami notranjosti se dogajajo vsi pretresi, ki so in način, kako to odigrati, ne moreš na zunaj igrati, moraš od znotraj igrati, kar pomeni, da nekako odmakneš sebe,
ali pa pustiš sebe, da pade v to situacijo, ali je prijetna ali ni prijetna. Ne? Iskreno mi je bila ta predstava res velik izziv, ker kot prvo igram dosti starejšo žensko od sebe in celo pač mamo, poročeno pač z 11-letnim otrokom, kar jaz nič od tega nimam. In najprej sem bila zelo, mislim, malo me je bilo strah, če sem iskrena. No? Potem pa, ko se je začel delati, nekako je ta oseba zrasla, začela sem jo razumeti in mi je ratala zelo všeč. No? Tako da nekih posebnih situacijah, v katerih bi se jaz sama našla, res ni veliko. Ne? Sem pa tudi pač dobila feedback od teh svojih najbližjih, ki so prišli na premiero in so rekli, da so se oni našli v tem. Ne? Tako da to je pa vedno lepo slišati, zato ker potem pač oni dejansko živijo in mi je užitek gledati predstavo. Res je težko, če nimaš otroka, pač vse to čustva se vseeno vrtijo okoli tega, da sta se otroka stepla, ne? Tako da je pač težko tukaj narediti to. Ampak sem se našla v nekih delih, pač, kar v življenju realnem ne moreš dati ven, daš pa na odru. Ne? Si zadovoljna z odzivom nas publike? Ja, krasen odziv je, res. Res pa je, da ko smo delali ta tekst, jaz si nisem mislila, da bo to taka komedija. Gledalci so predstavo nagradili z aplavzom, lepo se odzivajo. Nekaj je bilo pogovorov med ekipo, predvsem okrog tega, ali bo predstava tudi to duhovitost, ki je malo neobičajna, prenesla na publiko. Malo je bilo tudi strahov, da mogoče da se to ne bo zgodilo, no, ampak pri teh dveh predstavah že smo imeli priliko videti, da izredno lepo spremljajo in seveda tudi razumejo vse humorne dele te predstave. Dva zakonska para se sestaneta, da bi se civilizirano, mirno, trezno, strpno in kulturno pogovorila o neljubem dogodku, o pretepu njunih 11-letnih sinov. Eden iz pretepa odnese celo kožo, drugi ima odlomljena 2 zoba. Pred gledalci se zvrsti paleta nerazčiščenih odnosov, ko vsi varovalni mehanizmi popustijo neobvladanim čustvom. Ni več solidarnosti ne med spoloma, ne med zakoncema. Civiliziran pogovor, ki doživlja svoje boljše in slabše variacije, se sem pa tja sprevrže tudi v nasilje, celo fizično. Na nek način je predstava, ki govori o nasilju, ki govori o tem, kako mi ene stvari kar prepustimo, da so, in se potem ukvarjamo z enimi drugimi in skozi otroke ali pa skozi naše odnose rešujemo pa v bistvu tisto, kar nam manjka v življenju, enega razumevanja, ene strpnosti. Ne? In seveda na koncu, če pojjo spet zdaj od zunaj pogledam, seveda je to smešno, ja, zato ker tako se obnašamo. Na zunaj smo seveda vsi zmeri za nenasilje. Ko pride en čas, ta prav, pa mahnemo ali moža ali pa prijatelja. Igralska zasedba je tokrat le 4-članska. Maša Kavčič in Zvonena Godem ter Janez Vencelj oziroma Johnny Baloni in ja, tokrat prvič se je zgodilo, da sta se za vlogo Veronik pripravili 2 igralki. Sprva je namreč kazalo, da Monika Jekler zaradi drugih obveznosti ne bo uspela odigrati vseh predstav, zato se je na vlogo pripravila tudi nova članica Fofitejeve gledališke skupine Katarina Srna. Na petkovi ponovitvi je zaigrala slednja. Monika Jekler pa je tokrat imela vlogo prišepetovalke. Kako je, ko gledaš svojo vlogo v izvedbi nekoga drugega? Pravzaprav nimam časa gledati, ker moramo tekst gledati, če komu zmanjka. Vloge so se gradile od znotraj, kar pomeni, vsak človek je majčkeno drug inštrument, drugač zveni, drugač reagira in med Moniko in Katarino je velike razlike. In za mene sta to 2 popolnoma moje, 2 različni vlogi, tako da v bistvu sta bile, danes je bila druga premiera. Pri uni Veroniki, ki jo igra Monika, je bilo tako, da se je ta Mišel moj kar malo bal svoje žene. Pri Katarini oziroma pri njeni Veroniki je pa Mišelu kar malo hudo, ker je tak zajeban. Je res zanimivo, no? Pač je nek izziv svoje vrste, vsaka je naredila to vlogo Veronik na malo drugačen način, seveda neke osnovne karakterne značilnosti ostajajo iste, ampak
je tako, vsakeč, ko igraš predstavo, je mogoče kanček več skrivnosti, mogoče kanček več se lahko zgodi, kar je presenetljivega, ampak smo na to pripravljeni, z obema smo isto garali, tako da smo pripravljeni na vse in uživamo tako z eno in kot z drugo, obe sta perfektne in za vsako je super igrati. Danes sem jim rekel, da je bila predstava v nekaterih detajlih drugačna od včerajšnje. A temu lahko rečemo boljša, je zdaj vprašanje, ampak bila je drugačna in na to sem jih pač opozoril. In skušali smo ugotoviti, zakaj je bilo pač temu tako. Se dogaja, da po premieri pride do tega, da rečete, sedaj bomo pa to naredili drugače? Redko kdaj, mora biti prav kaj hudo narobe. Drugače se pa v glavnem predstava igra tako, kot je bila narejena. Če so kakšne stvari nedodelane, se jih pač skuša pol še seveda popraviti, ampak ostaja pa tako, kot je naštudirano. Če ste tokratne priložnosti zamudili, prva nova se ponuja že jutri v petek, druga pa v nedeljo. Obakrat ob 7:30 zvečer v Kulturnem domu Medvode. Že v nedeljo pa je literarna sekcija Kuda Pirniče organizirala recital z naslovom Če te pokliče ljubezen, ji prisluhni. Recitatorji Iva Grabnar, Anica Horvat in Juri Marusik so v intimnem vzdušju recitirali pesmi Mile Kačič. Na odru 3 herojev so pesnici ob 16. obletnici njene smrti na čast in v spomin organizirali recital njene poezije. Dogodek je potekal v temi, zato so lahko vsi prisotni v intimnem vzdušju prisluhnili recitatorjem ter Kačičevem glasu, ki je na posnetku brala svojo pesem. Ja, ta večer smo pravzaprav posvetili pesnici, igralki Mili Kačičevi, ker je bila 6. marca, je obletnica njene smrti, umrla je namreč 6. marca leta 2000 in ker sva bila midva prijatelja, ji nekako vsako leto posvetim en večer z branjem njenih pesmi. Mila Kačič je bila znana filmska igralka, ki je nastopila v mnogih slovenskih klasikih, med drugimi tudi v Ne čakaj na maj, Vesna ter To so gadje, za nastop v katerem je prejela tudi zlato areno na filmskem festivalu v Puli. Bila pa je tudi literarna ustvarjalka, ki je svoj pečat pustila ne le na svojih pesmih, temveč tudi na pesmih drugih slovenskih pesnikov. Bila je moja vzornica, lahko bi rekel, zanimiva ženska, polna življenja, izkušenj, pesnica, ki je znala kritično vrednotiti tudi moje pesmi. Skratka, bi rekel, ena taka mati res. Zelo, zelo prijetna mi je bila, no. Moram reči, da so to nepozabni trenutki, ki sva jih preživela skupaj. Eurofit Fest, ki se je odvijal minuli konec tedna v športni dvorani Medvode, je imel tudi dobrodelno noto. Sobotni večer so organizatorji popestrili z dobrodelnim koncertom, namenjen mali Maruši Čarman, ki se pogumno spopada s spinalno mišično distrofijo, boleznijo, za katero ne poznamo zdravila. Koncerta se je udeležilo veliko število ljudi, na odru pa so nastopili Bilisi, Trkaj, Duo Acrobatics, Nika Kljun in drugi. Eurofit Fest se je prvič predstavil v Medvodah in prvič v Sloveniji. V sklopu fitness konvencije se je odvijal tudi dobrodelni dogodek, projekt Ustvarimo trenutek gibanja, ki ga izvaja društvo Bodyfit. Pozornost so namenili mali Maruši Čarman, učenki osnovne šole Medvode. Dobrodelni dogodek za našo, lahko rečem, kar že Marušo v vaših koncih je samo dodana vrednost, oziroma želimo pač ljudem pokazati, kaj pomeni gibanje, želimo pokazati, da enostavno se splača narediti nekaj dobrega zase in da se splača mogoče sprehoditi peš po stopnicah namesto z dvigalom, iti v službo, kdaj s kolesom in tako dalje. Torej, o čisto preprostem gibanju in ta dogodek na nek način je prizma tega. Maruša se skupaj s svojo mamo samohranilko spopada s spinalno mišično atrofijo, za katero žal ne poznamo zdravila. Maruši 2-krat mesečno po zakonu pripada fizioterapija, kar pa je bistveno premalo.
Z mamo se trudita, da obiskujeta čim več terapij, dodatne so seveda plačljive. Zdravila ni. Saj trenutno še ne, razvija se, upajmo, da pač v prihodnosti nekoč bo tudi moja punca hodila, upamo vsi tu, do takrat je pa treba, bom rekla, zdržati čim boljši nivo, ker ga ona lahko pri svojem bolezni ona ima. Naprimer, njen velik problem je hrbtenica. Slej ko prej bo tle prišla operacija na vrsto. Potem pač gležnji, pljuča sama, rečemo, to so mišice slabe, prihaja do, bom rekla, te otroci ali pa tudi kakorkoli, s to boleznijo so zelo dovzetni za pljučnico, v bistvu slabo izkašljevanje pa tako naprej, tako da kaj posebenega težko rečem, ampak jaz si želim, čim več fizioterapije, čim več, da bi čim bolj dolg časa ostajala, kakor to gibljiva. Maruša in njena mama sta organizatorjem hvaležni, da so se odločili pomagati pri premagovanju te bolezni in pri doseganju končnega cilja, da bo Maruša nekoč lahko hodila. Pester program je sestavljal kar nekaj nastopov slovenskih zvezdnikov, med njimi Bilisi, Trkaj, Duo Acrobatics in drugi. Program pa je povezoval Tone Forneci-Toff. Vsi nastopajoči so na nek način povezani s projektom Ustvarimo trenutek gibanja in se radi odzovejo. Vedno dam spoštovanje ljudem, ki se potrudijo za kaj takega, da organizirajo, ker vem, koliko enega truda to odzadaj vse, da zbereš ekipo, da organiziraš dvorano, glasbenike, izvajalce, nastopajoče. In to vedno pač te ljudi posebej rad podprem, vse, ki dajo energijo, pa prosti čas pa svojo energijo, da se zgodi nekaj lepega. In ta dogodek je isto tako, lepo so se potrudili. Z dogodkom so bili navdušeni vsi, obiskovalci, organizatorji, nastopajoči in seveda Maruša z mamo Heleno. Dobrodelno zbiranje sredstev se bo nadaljevalo še 2 tedna, zaključili pa bodo slavnostno predajo. Ta konec tedna so zbrali preko 2000 evrov. Že ta konec tedna, v soboto ob 18. uri, se ponovno obeta dobrodelni koncert, tokrat v Domu krajanov Pirniče. Zbrana sredstva bodo namenjena učencem osnovne šole Pirniče za udeležbo šole v naravi. Prav tako se v soboto od 20. ure naprej obeta koncert v športni dvorani Medvode, s katerim športna dvorana obeležuje prvih 10 let od prereza traku. Med drugim prihajajo tudi Modrijani. Kot že rečeno, je pretekli konec tedna v športni dvorani Medvode potekala največja mednarodna konvencija gibanja v Sloveniji doslej, Eurofit Fest. Več kot 700 udeležencev je v soboto in nedeljo lahko absorbiralo nova znanja, ki so jih na delavnicah, predavanjih in demonstracijah predstavili vrhunski mednarodni strokovnjaki z področji fitnesa, plesa, joge, pilatesa, aerobike in drugih skupinskih vadb. Športna dvorana Medvode je pretekli vikend pokala po šivih. Na prvem mednarodnem festivalu gibanja in rekreacije se je zbralo več kot 700 obiskovalcev iz vse Slovenije in v 2 dneh preizkušalo svojo moč in nabiralo nova znanja. Medtem, ko so v soboto na svoj račun prišli navdušenci stepa, aerobike in plesa, je bila v nedeljo v ospredju aerodance in funkcionalna vadba ter body in mind delavnice, potekal je tudi spinning maraton. V svetu fitness industrije, če ga tako imenujemo, so konvencije oziroma različni kongresi takšnega kova zelo prepoznani, aktualni. V Sloveniji počasi to tudi prihaja javnosti nasproti. Do zdaj se je ponavadi organiziralo precej manjših konvencij vsako leto. Tale pa zdaj zaenkrat v Medvodah največja v Sloveniji, več kot 700 ljudi, približno 800 ljudi se je zbralo in torej navdušenci fitnesa Slovenije in tudi sosednjih držav, vse dol do Grčije. Sporedno z demonstracijami so potekala najrazličnejša predavanja strokovnjakov iz Slovenije, Hrvaške, Srbije, Italije, Avstrije, Grčije, Kenije, Argentine, Španije in Češke s področji menedžmenta, medicine in zdravja. Pa mislim, da je prvenstveno cilj, da se ljudi dobe nekakav dijapazon novih vježbi, da probaju i pilates, da probaju aerobik, step i tako dalje i da se probaju naći u nekakvoj metodi koja im paše.
Dogajanje, namenjeno tako rekreativcem kot tistim, ki se profesionalno ukvarjajo s ponudbo športnih vadb, se je hkrati odvijalo na 3 odrih. V posebnem, za to namenjenem delu imenovanem New Age, pa je potekala predstavitev najaktualnejših vadbenih novosti in trendov, ki so že ali pa šele prihajajo v Slovenijo. Ta event je dejansko namenjen združevanju, povezovanju, rekreaciji, sprostitvi, druženju, da na nek način premagujemo te bariere, kdo je kaj. Inštruktor je enako človek kot vadeči želi spoznati tudi novosti, na nek način vse se zelo prepleta in to je ideja, da dejansko tudi slogan je takšen Europe United in One Event. Obiskovalce so najbolj prepričale strokovnost in izkušnje demonstratorjev ter velik nabor predstavljenih novosti. Prihajam iz Kamnika in super vzdušje je, tako da fajn je. Z mnoga mesta, Dolenjska, ja. Prišla smo po zabavo, kaj novega videti, kaj novega probati odvati. V glavnem je se fajn, no. Kako se imate? Odlično, super, energija na višku, vadbe fenomenalne, nekaj novega. Imam bo jutro muske feber, tako da. Ja, jutro se moraš vprašati, kako se imamo. Jaz sem bila kar pozitivno presenečena, saj sem pričakovala, da bo dober, ampak je res dober. Super organizacija, glede na to, da je prvič, se mi zdi, da so pogumno štartali in res so veliko zastavili in je uspelo, tako da vse pohvale organizatorjem. Program je super, izbor, inštruktor je super, urnik, za vsakega se najde nekaj. Da gre za močno mednarodno konvencijo, so potrdili tudi gostujoči inštruktorji. This is one of the best conventions I have ever seen. It's very organized with many people. It has 3 stages and all the people here want to do fitness. It's one of the most power conventions I have ever seen and very organized. Pa ovo me u principu dosta podsjeća čak i na Rimini. Dakle, ovo je zaista velika konvencija, jako puno ljudi, puno sadržaja i samo mogu čestitati organizatoru Bodyfitu Marku na ovakvoj organizaciji, na tolikoj količini ljudi i vježbača koji su došli, svaka čast. Organizatorje pa je prepričala izjemna primernost dvorane in lokacije za tovrsten dogodek, zato so za prihodnje leto že rezervirali svoj termin. Zame zdaj, tako kot verjetno vam bo še kdo od sogovornikov povedal, je verjetno ena najboljših dvoran v Sloveniji za takšno prireditev in sem zelo zadovoljen. Še posebej pa sem zelo zadovoljen, kako ste nas v Medvodah sprejeli. Tako da hvala županu, hvala vsem, ki sodelujejo, zelo korektno, zelo spontano, prijazno in na nek način razumevajoče. Zato, ker za takšne dogodke ponavadi ljudje nimajo razumevanja, ker je to nekaj drugega, ker je to nekaj drugačnega in ponavadi vseh teh drugih drugačnih stvari se ljudje bojijo. Eurofit Fest se bo v Medvodah tako odvijal ponovno 3. in 4. marca 2017. V Medvodah je voznik povozil divjad, v Zbiljah pa je nekdo povzročil nezgodo na parkirišču in potem pobegnil. Dejavni so bili tudi vlomilci. V garažo so poskusili vlomiti v Medvodah, prav tako se je zgodil poskus vloma v trgovino, nekdo pa je poškodoval tujo stvar. Ukradli so tudi avtomobilske brisalce. Na Verju so vlomili v najemniške prostore, v Medvodah pa v klet v stanovanjskem bloku. Ukradli pa so tudi registrske tablice. Medvoški policisti so morali priti tudi na prizorišče požara v gostinskem lokalu v Zbiljah. Že srčki in romantični napisi po Medvodah ga naznanjajo. Gregorjevo namreč, slovenski praznik ljubezni, čas, ko se ptički ženijo. In če pazljivo prisluhnete, jih boste lahko slišali. Nasvidenje.